Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Po današnjem pogovoru si osebno obetam, da boste šli do tistega soseda, ki vam gre najbolj na živce, pa ga boste objeli, pa poljubili, pa mu rekli, pa ti si tukaj v redu, hvala ti, ker si. No pa obetam si še tudi to, da boste mogoče naredili kakšen post ali pa da boste mogoče začeli uživati bolj zdravo hrano. Vse to si obetam od tega. Zdaj pa kaj je dejansko tisto, kar morate slišati, da se bo to zgodilo, da boste to naredili z največjim radostnim in odprtim srcem? No, prisluhnimo. V moji družbi danes Boris Vene, lepo pozdravljen, dobrodošel in Srečko Šorli. Bomo skozi tale pogovor šli skozi različne faze, dimenzije, vloge, naloge in vse ostalo, ampak dajmo začeti na začetku. Včasih se zdi, da se precej ločujemo. V tem smislu, če se ne ločujemo po državah, se ločujemo po regijah, če se ne ločujemo po regijah, se potem po vaseh, po naseljih. In tudi tisti, ki živijo v istem bloku, se na koncu začnejo ločevati na une, ki živijo bolj gor, pa une, ki živijo bolj dol. In potem, nažalost, pridemo tudi do tega, da se znotraj družine ločujemo, predvsem pa smo v osnovi ločeni malo sam od sebe in od planeta. Zdaj, mi gremo skozi neke take cikle. Kje se tale trenutek nahajamo? Kdo bi mi to lahko povedal? V tem smislu, a smo že bili kdaj tukaj odtujeni od sebe in od narave, ali je to zdaj prvič? Kje smo tukaj? Če citiram dr. Bruce Liptona, vodilnega celičnega biologa na svetu, je on rekel, da 5-krat ne bi bila že Zemlja uničena, če se dobro spomnim. Tokrat ne bi jo prvič, 6-tič ne bi jo uničil človek sam. To so njegove besede. Čeprav moramo malo bolj poznati zgodovino, ampak ne tisto zgodovino, ki jo prepišejo zmagovalci, ne, ampak tisto iz, rečemo, gnostike, evolutivne astrologije. V bistvu, kdo sploh je Zemlja? Zdaj me je že prvi zmrazil, kar pomeni, da pač govorim srcem, ne, nauk. Embriologija, navek razvoja zarodka je dokazala, ne, da če te zmrazi, govoriš srcem, če si govoril, če si pa poslušal, pa te zmrazil, si pa slišal srcem, tako da, če bo kakšna gledalka, gledalec, pač ga zmrazil, to pomeni, da je slišal srcem. Ali pa, da je nizko ogrevanje. Dobro. Tako da, v bistvu, če gremo skozi evolutivno astrologijo, če ugotovimo, da Zemlja, planet Zemlja je neskončno bitje, energijsko bitje. To ni samo fizičen planet, pač se vemo, da se pač zgosti določena energija. In naša Gaja Sofija, kar je njen pravi ime, zato tudi Sofija, umetna inteligenca zdaj, v bistvu, če gremo eone časa narekovaj nazaj, potem ugotovimo, da ko se je pač ta energija manifestirala v to obliko, ki jo nekje vidimo danes, je dejansko, praksa povrneš, ne, dejansko smo mi potem postali, če malo preskočim, njeni otroci, fizična bitja, ampak mi smo energija. In tisti moment, ko se bomo začeli zavedati, da smo mi vsi ena energija v različnih telesih, takrat se tudi ta ločenost bo začela izgubljati. Ampak tukaj nismo samo človeška bitja sama, tukaj so še arkoni. To so malo drugačna bitja. Če smo mi ljudje pozitivna bitja, so arkoni negativna, se vemo. Plus minus, ne? In to so bitja, ki niso organska, tako kot smo mi, ampak so anorganska. Po domače so replikatorji. Oni lahko samo replicirajo, se pravi samo ponavljajo nekaj, ne morejo pa ustvarjati. Ne? In tukaj so zato, če govorimo še o planetu Zemlje, imunski sistem planeta Zemlje, pač so drevesa, to vemo, ampak pozabljamo pa, da ima tudi Zemlja svojo kri. In to je nafta. In mi smo v vseh teh letih to tako izkoriščali, smo se obnašali, kakor smo se obnašali, ampak moramo reči, da v bistvu mi ljudje nismo tisti, ki vodimo planet. Ampak ga v bistvu vodijo arkoni, pa ne bom šel globje. In to so replikatorji. In to je tisto... A ne to ljudje razumejo kot neke nezemljane? V bistvu so, rečemo temu, namešanca. Lahko bi temu tako rekli, ampak da nam šli v kakšne ekstreme. Malo so drugačni, kot smo mi. No. Mislim, da ne bi kar na tem ostali. No, v glavnem. In oni, v bistvu, so anorganska bitja,
pač zdaj zelo znano, da gremo v dve oblike. Če izhajam en kolega mi je govoril, pa ga ne smem imenovati, ki je tudi delal v NASA, prav, da Zemlja se leta 2012 se je bilo in the year of 2012 it will be the end of the world as we know it. To je bil takrat citat. In baje naj bi takrat se res to zgodilo. In v bistvu naj bi se naredil en nov hologram Zemlje. Pač on je znanstvenik in je pač tako povedal, ampak to so stvari, ki jih ne bi govorili. V glavnem, in če gremo zdaj, kar se Zemlje tiče, Zemlja gre na dva nivoja. O tem je bilo že kar nekaj govora, naj si bo v astrologiji, naj si bo v evolutivni astrologiji, naj si bo v gnostičnih znanjih in drugih znanjih. In ena je transhumanizacija. Druga, se pravi, ko se dobesedno povežeš z Neuralinkom, to je pač Musk dosti o tem govoril, Elon Musk. In druga smer, se pravi, da se povežemo, dobesedno smo človek, je povezan s tehnologijo. In če gledamo to arkonsko raso, oni v bistvu pač so ene vrste računalnik, in nam obljubljajo vedno daljše, vedno daljše, vedno daljše življenje. Ampak če gremo zdaj kar v bistvo, neskončno bogate elite, vse že imajo. Vse vlade tega sveta, ves denar tega sveta in še ena stvar imajo, vse medije tega sveta. Ampak nimajo pa ničesa, kar mi imamo, ker so anorganska bitja. Evo, zdaj me je spet zamrzil, nimajo naše esence. In to je plan. Dobiti našo esenco. In tisti moment, ko greš ti v transhumanizacijo, ti ujamaš po domače rečeno dušo, čeprav ni točna definicija, mi smo v bistvu spirit. Brezmejni duh, če bi temu tako rekel. Se pravi, to je ena smer, ta transhumanizacija, čipiranje. In da ujamejo naš spirit. Kjer je pa druga stvar, ta druga smer me bolj zanima. Mislim, da večino nas. Ta druga je organska smer, je pa tisto, da mi spoznamo, da smo neskončna zavest, brezmejna bitja na kratkem postanku na planetu Zemlje. In če govorimo zdaj o planetu Zemlje, ker je bilo že majčkeno prej debata, v bistvu planet Zemlja ima imunski sistem. In tudi mi ljudje smo podobni, ker smo pač Zemljo, praks in praks se povrnaš, ampak ta spirit pa ni od Gaje Sofije. In tisti moment, ko se bomo mi začeli zavedati, da smo ljudje, tisto pač, kar nas je, ker zdaj, če se dotaknem še kakšnih šokantnih informacij, ki jih je Rudolf Steiner rekel že 100 let nazaj, na tem planetu je vse več praznih posod. Kar pomeni, in o tem je pisal, o tem je govoril, kar pomeni, da je telo samo še posoda, ko dejansko nima več tega povezave s spiritom. Se pravi, ta druga smer je prehod v peto dimenzijo. Zdaj tako, tle lahko filozofiramo. V bistvu, če ga mečkam globi, ampak zelo dobro vprašanje, ker ponovadi vsi govorijo, da gremo zdaj v četrto dimenzijo. Ampak če gremo mečkam skozi starodavna znanja, Pitagora je prišel 2500 let nazaj, to so že govorili v zadnji z dr. Dejan Jaričem v oddaji, da se ne bi ponavljal, je prišel zato, da nam odpre Potem Buda je prišel 2500 let nazaj, da nam odpre Koga imamo pa zdaj? Srečkota? Sam mečkam še, da do konca povem. Ampak v bistvu, da odgovorim na dimenzije. In v bistvu zdaj vsi, New Ageri, če temu tako rečem, govorijo, da gremo v četrto dimenzijo. Ampak mojster je prišel 2000 let nazaj, da nam je odprl srce, po domače četrto dimenzijo. In ja, ne bi šli zdaj v peto dimenzijo, ampak v tem bi sicer moja žena, kot evolutivni astrolog, lažje govorila, Mokša, ampak tle so globje stvari, veliko globje, no. Tako da bi, v bistvu, dajmo reči, mi naj bi se zdaj osvobodili iz te matrike. Ker smo v matriki, smo ujeti. In če bi zdaj šli še globi, res skozi stara gnostična znanja, tudi ko umreš, ko greš v svetlobo, si zopet ujetem. In v bistvu mogoče na svet, ko bo prišla tista svetloba, ko nas bitja spet prepričajo, tudi vse te pogojevanje, ko smo se zadnjič že enkrat zgovarjali od karmi, pa smo po oddaji debato naredili, vse to so zelo velike manipulacije. Odlično. Ja, tako da ne bi se osvobodili, mi smo brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlje in ne bi se osvobodili, ker smo zdaj ujeti. No, veliko ljudi se je počutilo ujetih v zadnjih mesecih, oziroma zdaj bomo skoraj že rekli letih. Ampak poglejva to drugače. Srečko, enkrat sem na
tvojem YouTube kanalu si pogledala en zanimiv video, ki si se smejal, pa si rekel, ne bojo nas, mi smo že šli naprej, Slovenija je že na nekih drugačnih frekvencah. Kaj si mislil s tem pravzaprav? Jaz, to, kar je kolega povedal, praktično, zakaj smo mi to tako odtujeni od samih sebe, od zemlje, od narave, od sosedov? Zato, ker v bistvu v izobraževanju, ki ga mi danes imamo zadnjih, praktično od zmeraj, je duh zmeraj zavračan. Če rečeš besedo zavest, si že čuden. To pomeni zavest, ki je, bi rekel, tisti osnovni mehanizem, po katerem naj bi človek deloval, je v bistvu v procesu izobraževanja popolnoma odrinjena. Recimo, če ti pogledaš majhnega otroka v oči, pa se vidiš, v njemu je zavest živa. Namesto, da bi izobraževanje spodbujalo zavest, jo bi rekel, popolnoma pokrije z nekimi vzorci, ki so popolnoma, kako bi rekel, nepomembni, in dejstvo je, recimo kmetija, kaj je potrebno da kmetija, zdaj nizka čustva, pa to, kar ljudem zdaj že lifrajo 20 let, te nadaljevanke, ne vem... Drama. Ja, te nadaljevanke, ne ruske, tele turške, pa une druge tam iz Peruja, nizka čustva, seks, denar, pobijanje ljudi, spletkarjanje. Mislim, mi smo ljudi spravili tako daleč, praktično raziskave so pokazali, da so ljudje zmeraj manj inteligentni, zato ker jih televizija zmeraj bolj glupi in tupi. In jaz pravim, edina možnost, da pridemo mi ven z tega cirkusa, in tudi sem nekaj napovedal, ker mislim, da Slovenija ima zelo velik potencial, v Sloveniji je zelo dosti srčno inteligentnih ljudi, da izstopimo iz te matrice, ki se je zdaj trenutno reče koronska matrica, recimo koronska kriza, in da vidimo vse skupaj laž. In da je v bistvu osvoboditev, Buda je rekel, osvoboditev od česa, osvoboditev od svojega minda. Kajti ta, bi rekel, razsvetljeni mind je no mind. In dokler ljudje pač ne bomo pogruntali, da smo čista zavest poleg vsega ostalega in da je to najbolj pomembno, bo pač ta igra kaosa šla naprej. Zdaj, koliko časa bo šla naprej? Mene srce boli, ker vidim, kakšna škoda se v danem trenutku dela slovenskemu narodu. Dobro, danes ne bomo govorili o trenutnem političnem dogajanju, pa naj bo to zdravstveno ali pa politično, o tem ne bomo govorili. Govorimo torej o vsesplošnem dogajanju na zemlji in naši percepciji in tako naprej. Stari način ali pa model ali pa strategija loči in vladaj. A ni neverjetno, da to še vedno deluje? V tem smislu, da je neka tako preprosta strategija tista, ki vedno znova deluje. A smo prišli zdaj do točke, da si bo folk nagruntal v tem smislu, kakor, ne, pa se mi moramo skupaj stopiti. Smo zdaj tukaj, vajno občutek, ali za nekatere smo tukaj, za nekatere pa ne, ker pač vsak ima svojo možnost izbire, ali bo šel proti transhumanizmu, ali bo pa pač šel proti sebi in za naravo, kakorkoli. Človek, ki je povezan z zavestjo, je tak že zmeraj povezan z vsemi in vsem. To se pravi... Samo pogledati mora to. To je kakor kaj, riba, ki plava v vodi, pa išče vodo. Ja, ne, mislim, riba, ki plava v vodi, pa išče vodo, je človek, ki je popolnoma, bi rekel, v tej matrici, mentalni matrici, ki nam jo mediji že odkar obstajajo, ponujajo. Resnico pa lahko najdeš samo sam in človek, ki najde resnico, recimo, ne vem, enim ljudem je takoj vse jasno. Eni pa morajo prebrati 10 knjig, pa morajo narediti doktorat, pa jim še zmeraj nič ni jasno. To pomeni, kdor je povezan z zavestjo, so mu stvari jasne in jih niti ne rabi včasih intelektualizirati. Zato, ker mu je jasno. Zdaj ne smem povedati, kaj je očitno jasno, ampak ni tema tega. Ljudje pa, ki so zaklenjeni v svojem umu, pa imajo 2 doktorata, pa so tako tupi, pa glupi, da jim nobena stvar ni jasna. Se pravi, zavest je edina rešitev.
pa za karkoli naj bo. Za katerikoli problem je zavest rešitev. Ampak kakorkoli, ne glede na to, s kom se pogovarjam, vsi pravzaprav že leta govorijo, da smo v tem času in prostoru, kjer je neko križišče. Se pravi, da se bo nekaj zgodilo. Ali eni govorijo o teoriji zamenjave magnetnih poljev, drugi govorijo o vseh možnih zadevah, pa o zlati dobi, pa o obdobju strašanskih naravnih katastrof, pa takem čiščenju, pa drugačnem čiščenju. Ok. Kaj pa pravijo Hopi, recimo? Oni so zelo bili povezani z zemljo v tem smislu. A ne, da tudi oni govorijo o nekem postu, o nekem čiščevanju? Ja. To je zdaj zdaj me znova zbrazil, ki si to spomnila. Zdaj je res prišel čas očiščevanja. In če se ne motim, ste glih vidva z Marko Pogačnikom govorila, da v bistvu je čas gre vedno hitrejši, da se dan zmeraj bolj skrajšuje. In to je vedno takrat, ko se eno obdobje zaključuje. In če greva tudi z astrologijo, evolutivno astrologijo, v bistvu ta vodnarjeva doba naj bi nastopila čez cirka 200 let in čez 200 let naj bi prišel avatar Kalki. To pomeni, to jih je skupina avatarjev, to ni samo eden. In takrat bo pa dokončna tista čistka in zdaj so priprave na vse to. In sedaj, kot sem prej že rekel, zdaj gremo v dve smeri, je križišče, absolutno. Zelo dobro intuicijo imaš. In sicer ena gre v transhumanizem. To pomeni, to je že vse postopoma strateško navajanje vsega tega. Vsi ti gadgeti, se pravi telefoni, merijo, zdaj bojo merili naše Handables, wearables, implants. Ja, zdaj bojo merili, če kakšne nevarnosti telezo, za srčni infarkt ali karkoli. To boš vse imel en čip noter, vse te bo meril in tako naprej. Ampak to pomeni, če te nekdo lahko meri, pa lahko te na nek način zdravi nadaljavo ali kakorkoli, te tudi lahko izklopi, če boš prebudil nekaj in ti lahko tudi vzame tisto, kar ima pa res pravo ceno. To je naš spirit. To je neskončna cena. Mi, kot moja žena reče, mi sedaj prodajamo toliko veliko za toliko malo. Po domače svoje dušo, v bistvu je pa to spirit. Se pravi, ta prelomnica se zdaj definitivno dogaja. Tudi zelo odmevan je bilo, ko je moja žena povedala že par let nazaj, da je 15. maja 2018 šel Uran v Bika in da v takrat naslednjih 7 letih bo več sprememb pa prej celotni znani zgodovini človeštva. In to se zdaj dogaja in finale bo je tam okoli 2025, marc drug let bo zelo težek. Ker jaz tudi vse, kar počnem, vsi programi, ki jih imamo, vse čekiramo, to, ki si že enkrat javno zadnjič rekla, vse z astrologijo. Tako da vse naštudiramo. Torej, smo na križišču. Eno križišče je, ali nas bo zaslepila ta tehnologija, pa ne govorim zdaj, da se vračamo v kamenjo dobo. Tehnologija ni slaba stvar. Samo eno je, če ta tehnologija dominira, da prevzame nas, da ona obvladuje nas, je problem. Se pravi, če je pa to naše orodje, pa hvala Bogu, je pa super. Se pravi, v smislu, zjutraj se zbudiš in če moraš pogledati app, kako si spal, da ugotoviš, kako se počutiš, si zaslužen. Tako je. Okay. No, ampak zdaj poanta. Poanta je, ker to je zelo dolga strategija. To ni strategija 10, 50, 100, 200, 500 let, ampak veliko daljša strategija. Ker sem omenil Arkone in oni, za njih gre čas malo drugače, oni bivajo drugače in oni v bistvu lahko planirajo. Če naša življenjska doba, ne vem, 80 let, je to, kaj češ planirati, kaj do za 80 let, kljub temu, da vzgoje človeka 300 let planira in tako naprej, kitajski pregovor, ampak nekdo, ki ima pa drugače življenjsko dobo in v končni fazi, ki lahko tudi to prazno posodo nadomesti s svojim, se pravi, da se preseli v kakšno drugo telo, v temu danes znamo, takrat gre pa vse drugače. Torej, križišče pomeni, da ozavestimo, kdo mi smo. Da smo brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlje. Neskončna zavest. Da nismo mi eni mečkani človečki, ki moramo enega tam v vladi, kar si že načel ali kakorkoli poslušati, pa nam on lahko daje odloke. Saj Cicero je tudi rekel, preden en sistem razpade, rimski državnik, ne? Preden sistem razpade, se vidi potem, koliko odlokov sprejemajo, da sprejemajo pred koncem neskončno odlokov, vsak dan ne vem koliko. In to se zdaj dogaja, ne? Tudi iz te praktične politične plati, o katerih, hvala Bogu, ne bomo govorili, ne? Torej, ta stečišče je, ta križišče je, mi se zdaj odločamo. Mi zbiramo, mi odločamo, mi kreiramo. Ampak, če se samo zavedamo, kdo mi v resnici smo. In še enkrat, če mi mislimo, da smo mi ubogi človečki, ki gre res vsak lahko z nami dela, kar hoče, potem mi moramo sedaj prebuditi našo notranjo moč.
se zavedati, da v resnici smo. Ampak recimo, ko ti govoriš o arkonih in o tem, kako oni planirajo in tehnologija, ki res prihaja v vsako celico in dobesedno v naša telesa in podobno. Vem, na sejmu so že imeli, ja, kdo bi imel, tukaj le damo čip, pa boste šli, boste naložili denar, pa boste šli kar brez kartice na avtobus. Ja, reži. Mislim, to ti spodbudi malo strahu. Ampak zdaj človek, ki gre pa na vibracijo strahu, to pa zihar ni pot izven matrice. Lej, definitivno. Če gledajo čist filme, sem zadnjič za intervju za Zarjo Jano sem povedal, da te znanstveno-fantastični filmi, dobesedno, če ne gledajo o Tom Cruise, Minority Report, ali pa Matriko, ali karkoli, to so nam vso to tehnologijo so nam prikazali. Če gledamo druge znanstveno-fantastične filme, če gledamo že Zvezdne steze, vse te stvari so že noter. In v Zvezdnih stezah imam prav en klip, 3-4 minute traja, ko govori, kako v bistvu ženska telo je na zemlji, ona je na enem vesoljskem plovilu in tam se ji pojavi oče in v bistvu jo nagovarja, kam naj gre. In v bistvu ona v enem momentu skuži in reče, se ti nisi moj oče, ti si samo v obliki mojega očeta, ti mi hočeš ukradati moj spirit. To vse je že povedano. Zato recimo... Okay, ampak zakaj nam potem vse to kažejo, če kakor nočejo, da mi to vemo, oziroma da bomo bolj padli na to? Vrhunsko vprašanje. Ker mi jim svobodno moramo to dati. Oni nam tega našega spirita ne morejo vzeti. Se pravi, če ti ustvariš eno kolektivno mišljenje, da bo konec sveta, potem ljudje, če masa začne kolektivno tako razmišljati, se potem to materializira. Se pravi, počasi se kuha žabo. Ja, to poznamo, ja. Okay. Ja. Okay. Da ne bo odskočila. In smo že skoraj skuhani. Okay. Dragi gledalci, gledalke, čas je za skok. Hop. Kam bomo pa pravzaprav skočili? Kako ti, Srečko, vidiš življenje čez desetletja? Jaz živim predvsem v tem... Zase, ne zdaj za... Kako ti zase vidiš? Vem, da živiš v nekem stilu, ki je daleč od tega, da nosiš nogavice, ki jih prodajo med reklamam, pa take stvari, ne? Kako ti sebe vidiš, recimo? Taki ljudje, kot si ti, kako boste živeli čez par desetletij? Za razliko od unih, ki bojo imeli že čipe v glavu. Tako kot živim danes. To se pravi, za mene je prioriteta svež zrak, narava, dobri ljudje okrog mene in pa, da imam svojo hrano pridelano, ker bitka praktično zdaj v tej zgodbi bo šla na to, kdo bo pač imel svojo zdravo hrano. Ne. To, kar se nam dogaja zadnjih 30 let, je, da poskušajo se definitivno elita poskuša človeka ločiti od njegovega bistva. To se pravi, ločiti ga od narave, ločiti ga od sočloveka, ne moreš videti svojega vnuka. In pa zdaj to, kar recimo Gates projektira že, jaz sem slišal, da bi kar hrano naredili v tovarnah. To pomeni, meso bi začeli kar v tovarnah delati, jaz tak mesa ne jem, ampak hočem reči, iz človeka je treba, oni bi radi človeka naredili robota, mi bi pa radi ostali ljudje in kaj bi radi bi postali prebojeni ljudje, to, kar pravi kolega, zavest. In jaz tako vidim, da pač zavest... Se pravi, gremo naprej v kmetovanje. Gremo naprej v kmetovanje, pridelamo si svojo hrano, vržemo televizijo, razen seveda vaše oddaje skozi okno in gledamo zvečer zvezde, ne? Ker praktično oni obvladajo prek medijev to matrico laži, ne, obvladajo. Ne, in tu je treba stopiti ven, kajti drugače boš pogubljen. Ne. Kakor zgoraj, tako spodaj, kakor znotraj, tako zunaj, ta hermetični zakon. Govorimo o velikem očiščenju zemlje, a to pomeni, da moramo mi tudi vse narediti veliko očiščenje v tem smislu, kaj jemo. Bravo. Zdaj, če gremo v to trenutno analizo stanja z psihiatrije, dogaja se socialni inženiring in namen, to je posledica, testiranje, vzrok je pa traumatizacija ljudi. Se pravi, tisti moment si ti na psihičnem, čustvenem, mentalnem nivoju, ko si traumatiziran, imaš dost, boš pristal na vse, kar ti bo nekdo rekel. Okay? Torej, naše čiščenje za našo Gajo Sofijo, za nas vse bo najboljš, če naredimo na vseh nivojih, mentalnem, fizičnem, čustvenem in duhovnem. Se pravi, in od hrane naprej,
od kontroliranja naših misli, od to, kar je Srečko že rekel, da odločamo, zrelo odločamo, kdaj, kaj gledamo. Se pravi, jaz nisem človek, ki je vrgel televizijo ven in jo ne bo. Ker jaz načrtno pogledam določene stvari, ampak nimam enega daljinca v rokah, pa se sprehajam po programih, pa gledam, kaj bom pogledal. A pol ne poslušaš poročilske pravljice za lahko noč? Tako ti bom povedal, z Nikom sva v svoji prvi knjigi napisala, to je bilo 1997, 24 let nazaj, da če hočeš napredovati v svojemu razvoju, ugasnite televizijo. 24 let nazaj. In to se mi že zdi malo tako, da bi zdaj to ponavljal, ampak da grem na odgovor. In od takrat pač ne gledam, razen strateško, ampak naredil sem poizkus, 2-3 leta nazaj in sem gledal poročila. Ne glede, kako mogoče sem si mislil, da sem zrelo bitje, visoka vibracija, karkoli, ko so začeli tista propaganda, tisto bombardiranje, tisto zastraševanje, tiste nizke vibracije, ko nekaj gledam na par minut, tisto vse skupaj, pa ne vem, če ni bila takrat tista svinjska gripa, kaj je bilo. Da sem takrat gledal, to je bilo, kdaj je bilo, 2011, kdaj je že bilo. Sem čutil, kako počas ena entiteta gre v mene. Kako me začne nekaj, pa ne bom šel na belo pa črno, nekaj me začne, ko bi te pozest, ko bi te nekaj prevzelo. Videl sem, kaj se je začelo dogajati in se je rekel, okej, zdaj pa resno tega ne glej. In če se slučajno najdemo v kakšnem prostoru, ko je kakšno od teh poročil, se samo spomnim na rabine, ko ena deklica je ena taka malo za šalo, malo za res, je rekla, prva smo slišali, da pa od te korone nimate nobenih žrtev, noben ne oboli, zakaj ne? Je rekel, preprosto, prvi snimamo televizije. Se pravi, in če bi v bistvu mi danes, čeprav temu ne bi govorili, če bi mi danes izklopili televizijo, pa majčkeno več dali na medsebojne odnose, pa se začeli zavedati, zakaj je čiščenje pomembno, čiščenje naše psihe, čiščenje našega telesa, kako to vpliva na našo Gajo, Sofijo, kako je ona obremenjena z vsem tem. In če gremo naprej, kako recimo tisti, ki nam vodijo vse to, pa če gledamo, zdaj sta 2 knjige od Davosa, od Švaba, ki je napisal do leta 2030, vsi brez lastnine, pa vsi srečni in tako naprej. Mi smo že bili v socializmu, mi vemo, kako to izgleda. Mi Jugoslovani, jaz sem rojen v Jugoslaviji, se pravi, sem Jugoslavan, ne glede, kaj se je politika potem šla. Se pravi, moramo iti bolj v to smer? Mi moramo definitivno iti v smer, da prebujamo našo notranjo moč. Se pravi, izogibati se moramo, bom tako rekel, če nadaljujem, dobri ljudje okrog nas, predvsem ozaveščeni ljudje morajo biti okrog nas. Se pravi, ljudi, ki vejo, ki imajo posnetek stanja, ki vejo, zakaj se gre. In se ne borijo proti nečemu, ker proti tistemu, ki se boriš, tistemu daješ moč. Se pravi, skrbeti čustveni, mentalni, duhovni, fizični nivo. Posledično, če sem jaz prečiščen, potem vsa ta energija moje čistoče, čist drugače govorim, čist drugače razmišljam, ker jaz moram razstrupljati moje misli. Zdaj so, ko sem rekel, traumatizacija, to je namen. In ko si traumatiziran, boš pristal na vse. Ampak je tudi zanimivo, recimo, ne, če pogledamo ravno to povezavo z našim telesom. Alma Karlin je tako lepo rekla, vsi postavljajo neka svetišča, vse posod, a na svoje svetišče, na svoje telo pozabimo. Ravno v tem času, ko mogoče smo najbolj v strahu, kakšna bo prihodnost, ko smo negotovi in tako naprej, ljudje ponavadi ne razmišljajo, zdaj bom pa korenček jedel namesto čipsa, ne? Se mi zdi, da je bila kar statistično dokazana porast alkohola, nekih prigrizkov, ta emotional eating v smislu, ko ješ svoje čustva in podobno. Se pravi, moramo zbrati toliko moči, toliko poguma, toliko zavesti, ozaveščenosti, karkoli, da rečemo, čak malo, zdaj pa moram jaz malo drugače zbirati. In se mi zdi, da če greš pa po tej poti, se pravi, greš do lokalnega kmeta, pa se malo z njim pogovoriš, pa dobiš fajn hrano. In v bistvu kar cel nek domino efekt dobrih stvari verjetno padeš, a ne? Ja. Se pravi, imamo zelo močno polje eno in domino efekt na eni strani, domino efekt na drugi strani. Se pravi, se moramo samo odločiti. Jasmina, tle moramo nekaj reči. Ljudje, Slovenci, smo zelo odprti za te stvari. Jaz recimo sem šolal ene par let nazaj vse slovenske županje o samooskrbi. Mi smo 30% samooskrbni.
Moški župani niso bili kaj dosti zainteresirani, ženske županje, takrat jih je bilo, mislim, da 21, so vse prišle. Ampak mi smo leta, mislim, da je 2014-2015 z ekipo, se pravi 4-letni časi naredili. Zakaj? Ko se je govorilo o korenčku, ne? Korenčkov sok, fantazija. Tle se da zelo veliko govoriti, ne? Ampak dr. Gerso, ne? Ampak mi smo takrat naredili 4-letne čase, smo v parih mesecih, mi smo samo organizatorji bili, se pravi končni kupec, pa ekološki kmet. In mi smo bili tudi sistem, smo pobirali naročila, brezplačno, nobene provizije si nismo vzeli karkoli in smo samo povezali končnega potrošnika pa ekološkega kmeta. In on ne da se je tam matral po pijacah, če se malo po bratovsko izrazim naših držav, oni so naenkrat iz Semo kamionom prišel, Semo tovornjakom, pripeljal na 100 kil in prodal naenkrat, ker je že imel naprej prodano. V glavnem, poanta, mi smo v parih mesecih, Marjan Kogelnik je bil tudi z nami, on je že tudi skozi na temu dela, zadnjič so se pogovarjali, rekel, da takrat smo posredovali, mislim, da 180 ton hrane v parih mesecih, ekološke hrane. Zdaj pa, kaj pa poanta? Pa ne želim dumping delati komorkoli, ampak želim, da so za ljudi normalne cene. Mi smo takrat recimo kila korenja v kalčku, takrat je bila cirka 2 evra pa pol do 3 evre. Pri nas, direktno od ekološkega kmeta, je bil 1 evro kila. In v tem je poanta. In če se mi med sabo povežemo, in zdaj se te samooskrbni programi, ravno k Marjana omenil, Kogelnika in še par drugih iz naše ekipe, ki so potem se razširili, tega je zelo veliko. In ljudje zelo veliko delajo, ampak tega ni v medijih. Mediji tega ne bojo povedali, ker v medijih vemo, kaj se oglašuje, ne? Pa kdo oglašuje, pa zakaj oglašuje. No, tudi mi imamo danes pokrovitelja. Naš današnji pokrovitelj so rjave morske alge, zaradi tega, ker so tiste, ki čistijo planet in na koncu tudi nas in težkih kovin in vseh morebitnih zadev, ki ne pašejo v naše telo, hormonski motilci, plastika in vse ostalo. Alge pa gobe so moje najboljše prijateljice v teh časih. Se mi zdi, da veliko delajo na tem in nekako se upadajo z vibracijo tega, kar se zdaj dogaja. Tako da evo, tudi mi imamo pokrovitelja, smo le na televiziji. Alge so zelo pomembne, predvsem zaradi tega, če še enkrat citiram dr. Bruce Liptona, on je rekel, da čez cirka 10 let ne bo več rib v morju, če bomo nadaljevali, kar nadaljujemo. In alge, evo, zopet me mrazi, alge so tiste, ki spet od mati zemlje, Sofije Gaje Sofije, ki čistijo. Tako da definitivno, in če čisti lahko morje, če čisti lahko zemljo, kdo je rekel, da potem nas ne more čistiti, če smo mi praksi in v prakse povrneš, je že stara. Ampak tukaj bi pa nekaj dodal, no, moram reči. Ko se nam zdaj servira, koliko moramo ločevati odpadke, kako moramo skrbeti, da bo zemlja res čista, mi končni potrošniki smo odgovorni. A bomo vzeli tisto plastično vrečko in ne bomo. Pri meni so zmeraj začudeni, ko rečem, a boste, ko imam par stvari, ne, bom v rokah nesel, škoda, ne bom vzel, ali pa prinesel že sabo. Pa v žepe, pa ampak zdaj, posod. v zadnjič ta podatek, zdaj mi je spontano prišel, pozabil sem ta točen podatek, tako da ne moram citirati, ampak se na internetu lahko citira. Baje, ko govorimo o očiščanju zemlje in če mi ti izpusti CO2 in tako naprej, da v bistvu od enega super bogataša, tista ta velika milijarderja, tista jahta, baje v zelo kratkem času, se pravi, na pamet govorim, toliko onesnaži ta planet, kot polovice Nemčije vseh avtomobilov v enem dnevu. Torej, ko nam nekdo diktira, vsi brez lastnine, Charles Schwab sem ga že omenil prej, vsi brez lastnine, vsi srečni, zakaj pa je potem, če si ga že omenil enkrat, zakaj pa potem Gates zdaj kupil za celo Nemčijo velikosti je kupil zemlje? Zakaj te ultra bogati kupuje toliko zemlje? Zakaj so zdaj v bistvu v pristaniščih ladje ustavljene, da dejansko ne bomo prišli do hrane? In recimo v intervjuju nekaj let že nazaj, mislim, da 2 leti, v Zarjani sem rekel, so me spraševali, takrat sem imel kar nekaj intervjujev, so me spraševali, kaj mislim o tem virusu. Sem rekel, da me ne skrbi kaj dosti. Pa je bila malo novinarka šokirana, kako? Sem rekel, leta 2003 sem dobil diagnozo, ta drugo diagnozo raka, ne ta prvo je bila 3 mesece prej, maligni melanom, da imam samo še pol leta življenja od kirurga, vrhunskega kirurga. Da mogoče samo še pol leta življenja. In če sem rešil v bistvu raka, danes 18 let kasneje, pa metastazirali mi na limfe, umiral sem pol leta. In če sem takrat tisto situacijo rešil, da sem imel takrat, da sem najdel znanje, ki je bilo zelo prikrito, se pravi, na vseh teh nivojih, ki sem jih omenil, čustev, mentalni, duhovni in fizični nivo, ja,
če gledamo zdaj statistike umrljivosti, koliko je umrljivosti, pa o čem se pogovarjamo. Mislim, tako, načasem imam res že občutek, no, da je zelo veliko teh praznih posod na tem planetu, ker da dejansko, če je smrtnost 0,15 ali koliko procentov, pa sej, v tem intervjuju sem tudi rekel, vsake 5 do 10 sekund en otrok umre od lakote. Potem kardiovaskularne bolezni, raki, vsak drug tretjega dobi. Če bi zdaj šel skrajno, bi rekel, med nami, bi rekel, koliko, če grem na števila 1, 2, 3, ne, vemo, da je eden izmed nas, no, 1, 2, 3, jaz sem že bil, torej sem rešen, se pravi 1, 2, 3, evo, jaz sem bil. Kaj hočem povedati? In hočem povedati skozi naravo. Ko sem pripeljal Gerson terapijo v Sloveniji, dr. Gerson je bil en največji genij v zgodovini medicine, to je rekel Nobelov nagrajenec Albert Schweitzer, zdravnik. In on ima v zadnjih 100 letih nekje največ ozdravitev raka na svetu, na naravni sistem skozi Gajo Sofijo, sveže stisnjeni ekološki sokovi, razstrupljene, vse organsko, vse ekološko, vse naravno. In jaz recimo, moj onkolog takrat, ko je videl, kako sem že, sem šel ne, pa ki je videl, kar naenkrat spet začne cvetiti, me je klical po telefonu in je rekel, ne bom ga imenoval, ker je čudovit človek, da se namo narobe razumeli, je rekel, lejte, a bi moja kolegica, doktorica, umira za rakom, a bi prosim pomagal. Je rekel, ne skrbte, nič ni, kar se vašega zdravstvenega stanja, sem si mislil, sej vem, da je vse ok, se si z nami zvide sam brat, se sam kaj hočem povedati? Zemlja, ko mi, zakaj je zdaj toliko pomembno, da se mi prečistimo? Ker ta naš duh ne bo mogel imeti te sposobnosti, ko bomo na prehodu, ko bomo umrli po domače rečeno, da bi šel skozi mrežo ven, iz matrike šel ven, ker drugače bomo inkarnirani znova in znova. In to je zdaj, če zdaj gledamo vse te dogme, vse te religije, vse na tem planetu, če gledamo življenje kot računalniško igrico, v bistvu vse so vire, prvi nivo, drugi nivo, tretji nivo, četrti nivo. Koliko imamo mi zdaj ovir, da mi ne spoznamo, kdo mi v resnici smo? A Sofija Gaja, če zdaj govorim še to, arkoniji, se pravi, pa mi ljudje, organska, anorganska bitja, plus, minus, pozitivno, negativno sem rekel, ne? V bistvu mati zemlja, če zdaj citiram saj babo, lavandlo, vsaka mama, pa mi smo starši, imaš svoje otroke enako nekje rad, ampak si lavandlo, se pravi, dokler je otrok v srcu je ljubeč, mu pač pustiš, da stvari, ko vidiš, da bo, ne vem, čez ograjo padel, si zakon, ker nočeš, da čez ograjo pade. In to zemlja dela sedaj nam. In torej, če ne bo ta kritična masa, ker recimo arkoni, ki se hranijo z našo energijo, z našimi čustvi, z našim trpljenjem, z vsem tem, za njih ti to za idealno, sansko, to je glih tako, če smo mi ljubitelji zemlje, ne, pa nas zdaj pele en raj, ven sadovnjak, se spomnim mojega dedka, to je bil tak sadovnjak, ki ga vikaš, ko danes pogledam, ga ni, v Sloveniji praktično skoraj ne vidiš nikjer. Recimo, ko dobesedno sem živel, odraščal v raju in ko si rekla, ja, kmetovati in tako naprej, ampak moram pa še nekaj vedeti. Zdaj, nismo pa vsi ljudje narejeni za kmetovanje in jaz tega ne vidim zdaj tako, da bomo vsi kar naenkrat kmetovali. Jaz zdaj vidim tako, da vsak bo počel stvari na svoj način, zaradi tistega, kar se je rodil, včasih smo temu rekli poslanstvo, zdaj malo drugače rečemo, ne. In da bo tukaj ena simbioza, da bo vsak točen vedel, lej, na en Srečko ti pač recimo primer, predeluješ ali kakorkoli, jaz imam kaj drugega, jaz naj jim organiziram, ti recimo ozaveščaš. Se pravi, sodelovanje. Sokreiranje. Sokreiranje? Ja, Okay. Sokreacija je poanta, ker sodelovanje lahko sodeluješ na nizki vibraciji, lahko na visoki vibraciji. In zdaj sokreacija, ko se ti začneš zavedati, da si ti brezmejna zavest na kratkem postanku planeta Zemlje, to veš tudi, da si nekje, da je tukaj ogromna magija na tem planetu. Mi smo podvrženi določenim zadevam, ne? In ko ti se zaveš, kdo v resnici si, malo se zdaj ponavljam, ampak se moram, ker moramo res to večkrat slišati, potem ti veš, da si ti veliko več kot vse te okoliše. Torej, zdaj smo že na uni točki, Srečko, ko lahko gremo svojega soseda, ki nam gre na živce, ga lahko gremo objeti. A so sploh sovražniki ali je to samo orodje za to, da gremo stran? Jaz nisem veliki pristaš objemanja. A ja, se mi je zdel, ko si prišel, da nisi bil najbolj navdušen, ko si te objela. Ne, s tabo že, ampak dostikrat se mi dogaja, da me poskušajo objeti ljudje, ki so tako konfuzni, tako prestrašeni. V bistvu
Objemanje je nekaj intimnega, ker v bistvu ti dosti od človeka lahko potegneš. Ne? In danes je toliko strahu med ljudmi. Se pravi, ti jih kar držiš na distanci. Jaz jih malo držim na distanci. Moram pa samo to še povedati, tako kot smo danes praktično imeli v celi tej oddaji. Zaprite televizije, pejte v naravo, oplemenitite se z duhom narave, kaj ti bi rekel, zavest je tam. V naravi je neprimerno več zavesti kot v televiziji. Ne? In potem pa do prvega kmeta in kupite hrano in bojo šle stvari na boljše. Ne? Kajti mi moramo z svojim denarjem, bi rekel, podpirati domače kmete, podpirati pridelovanje hrane v Sloveniji. Na ta način se bomo malo spulili ven z tega primeža multinacionalk, ki praktično nas hočejo spraviti tam, kam nas hočejo spraviti, da bomo neki bioroboti postali. Pa kakšen kos zemlje, če si kupimo, verjetno ne bo šlo. To pa vsem svetujem, boljše imeti 2 hektarja zemlje, kot pa bitcoine, ker nikoli se ne ve, kaj bo zemlje, nišče ne bo ukradel, bitcoini pa ne vem, ali pa tudi denar. Tudi lahko se zgodi, da denar v roku enega leta No, to sem prej nakazal, če lahko skočim. Lahko jaz skočim z vprašanjem, pa se bomo pa malo poslovili. Se pravi, kriptovalute pa to je arhonska energija od zadaj. Itak, samo to ne pomeni, da se pa s tem ne smemo igrati. Ker mi se moramo zavedati, kaj je naša ultima. Tudi ko smo se pogovarjali o objemanju in vsem temu, mi moramo vedeti, da vsak človek ima svoj energijski prostor, kar ti dobro veš. Ne? In če ti nekdo udar z eno agresivno energijo v tvoj energijski prostor, nisi nič fajn ga naredil, razen če nisi razsvetljen mojster, da si ga objemal. In zavedati se moramo, da doživljamo, kar izražamo. Izražamo pa lahko le tisto, kar smo prej zgradili v sebi. Torej, mi smo na tem planetu, to vsi modrici govorijo. Life is a game, play it. Se pravi, dajmo se igrati. Mi smo brezmejna zavest na kratkem postanku planeta Zemlja, mislim, da četrtič rekel, mi smo tukaj, da se lahko igramo. Ampak da se lahko igramo, da bomo uživali ta življenje, moramo poznati pravila, zakonitosti tega planeta. In ko enkrat poznamo zakonitosti, to pomeni, ko si recimo rekla Bitcoin ali kakorkoli, ali druge kriptovalute, zakaj se ne bi s tem igral? Ampak paziti moramo, pa da ne bomo s tem postali zasvojeni. A mi nekaj uporabljamo, smo zasvojeni, velika razlika. Ne? Odlično. Evo, še kakšna zanimiva zadeva na www.klepetobkavi.si, sicer pa največ inteligence in največ informacij tistih pravih boste pa dobili pri najbližjem drevesu v Objempega.